Tisti čas je Jezus spregovoril velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah. Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je priredil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike rekoč: povejte povabljenim, glejte, pojedino sem pripravil, moji volji in pitena teleta so zaklani in vse je pripravljeno, pridite na svatbo. Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli, eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji, ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in pobili. Kralj se tedaj razjezil in poslal svojo vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato pa je rekel svojim služabnikom: svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča, povabite na svatbo kogarkoli najdete. In služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila. Dejal mu je: prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovskega oblačila? Ta pa je molčal. Tedaj je kralj rekel strežnikom: zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v najglobljo temo, tam bo jok in škripanje zobmi. Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Bratje in sestre, kako se v zadnjih 3 tednih stopnjuje v Jezusovih prilikah tudi primerjava v Božjem kraljestvu. 2 tedna nazaj je bil sam nek oče, ki je imel 2 sina in je prosil, naj gresta delati v njegov vinograd. Prejšnja nedelja je bil že gospodar, bogat človek, ki je postavil vinograd in ga dal v skrbo ljudem. Danes pa celo kralj. Kralj, ki vabi ljudi na gostijo. In takratni poslušalci so verjetno kar začutili, saj na začetku prilike, ko Jezus pravi, nebeško kraljestvo je podobno svatbi. In so čutili, mi smo tisti, ker smo izvoljen narod. Mi smo tisti, ki smo povabljeni na svatbo. Zato, ker že prvo berilo, katerega so poznali, govori, kako bo Gospod pripravil gostijo s sočnimi jedili, žlahtnim vinom. Na to gostijo so povabljeni Izraelci. Verjetno so pa kar težko poslušali potem nadaljevanje te prilike, ko pravi Jezus, da se niso odzvali povabilu. In je še enkrat vabil, in ko je drugič vabil, kaj so naredili? Eden je šel na svojo njivo, drugi na kupčijo, tretji so se pa norčevali, celo pobili ti, ki so jih vabili. Ne vem, če so tu razumeli takratni poslušalci. Morda pa lažje mi razumemo po tolikih letih, kako se človek hitreje skoraj ujame v varovanju svoje njive. Lahko je majhna njiva ali velika. Njiva predstavlja vse to blagostanje, ki ga danes imamo. Pa je tega več kot pred leti. Naši predniki so imeli manj, kar precej manj.
glede na to, kar je danes nam dano, vsaj v tem kraju, času, ki ga mi živimo. Vse drugod po svetu ni tako. Je dosti več revščine kot pri nas v Sloveniji. Ampak ljudje zelo hitro grejo na svojo njivo. Če je pa nimajo, potem pa po svojih kupčijah, da bi čim več dobili. Ker njiva se hitro vidi, kupčija se pa prešteje, vse se meri v številkah. Nadaljevanje te prilike pa je še bolj nenavadno in je verjetno presenetilo poslušalce. Še sam sem bil pred leti kar z vprašanji, kako da nekdo, ki pride nepričakovano na gostijo, je potem tako kaznovan, če se ni mogel pripraviti. Če vnaprej vemo, čez toliko časa bo svadba, pripravimo to in to, in potem gremo urejeni, oblečeni primerno na to praznovanje. Če pa naenkrat prideš, brez vsakega vnaprejšnjega opozorila, se nisem pripravljen. In ta človek ni imel svadbskega oblačila, stvar ga je presenetila. In ko ga je kralj vprašal, kako si prišel sem, je bil tiho, kaj naj pa reče. In na koncu ni bilo to zadosti. Roke in noge so mu zvezali. Zakaj je to treba? Se ga bi lahko ven vrgli. Vezati roke in noge. In šele več let sem sam potreboval, da to svatovsko oblačilo pa ni tako kot njiva, ki se jo vidi, ali kupčija, ki se jo prešteje. Svatovsko oblačilo je stvar, ki ni vidna. To je pa stvar duhovnega življenja človeka. Jaz sem dobil svatovsko oblačilo, ko sem bil star 2 meseca po rojstvu. Ne vem, koliko vi. Ker svatovsko oblačilo smo prejeli takrat, ko so nam starši tudi omogočili sveti krst. Ker so začutili, kako je pomembno, da ta otrok, ki nam je zaupan, prejme svatovsko oblačilo. Pa ga nam starši niso dali. Dobro, tisti simbol belega prtička, morda tisto. Ampak svatovsko oblačilo nam je dal Bog, ki nam daje duhovno življenje. Če je Bog dal svatovsko oblačilo meni, potem skoraj lahko rečem, to ni moja njiva. To ni pridobljeno z mojo kupčijo. To je nekaj Božjega. Kar je pa Božje, je pa odgovornost človeka, kako s tem ravna. Omenil sem, da se ga ne vidi, vi ga ne prepoznate. Kaj se je delalo vse z mojim svatovskim oblačilom, največ Bog ve. Pa nekaj tudi sam, dostikrat zamazano ali pa raztrgano, poškodovano. S takim na svadbo ne kaže. Kaj narediti? Kako Bog prihaja zopet k človeku in mu da, bom rekel, kar prispodobo čistilnico, ali pralnico, ali pa šivalnico. Ko človek v sakramentu svete spovedi ponovno pere, čisti, šiva, popravlja to svatovsko oblačilo, da bo primerno. In mene je presenečalo kot otroka, da je bil ta človek iznenaden. Kar naenkrat od dela vzet, pa na gostijo postavljen. Pa mi vemo, kdaj bomo poklicani na svatovsko gostijo. Nimamo datuma. Imamo pa svatovsko oblačilo. Samo datuma še nimamo. Vemo pa, da bo prišel ta datum. In odgovornost človeka je v tem, da stalno, vsak dan skrbi za to svatovsko oblačilo. Čeprav se ga ne vidi na zunaj. Če bi bila to njiva ali kupčija, bi morda mnogo ljudi se zanj prizadevalo, ker se prepozna, ker se opazi, ker se vidi, ker je to pa prikrito očem, pa lahko človek zapade v eno hudo skušnjavo, ko pravi, se bo bolj ugoden čas, bolj primeren trenutek, se bom potrudil, zdaj pa še ne morem, ampak bo pa prišla prilika in
In lahko se zgodi, kot pri tem človeku, da ga je čas prehitel. Čas ga je prehitel in ko sem razmišljal, zvežite mu roke in noge. Kaj to pomeni? Roke zvezane skupaj pa noge, zdaj vidim pač, da bi bilo to onemogočeno delo z rokami, pa tudi nikamor ne morem, če imam roke zvezane. In ko razmišljam, ko je prestop iz tega življenja v večnost, takrat ni več nobenega dela z rokami, ne dobrega, ne slabega, nobene poti k človeku, da bi človek še kaj uredil, popravil, postavil na pravo mesto. Takrat roke in noge niso več in so kot da bi bile zvezane. In verjetno je Jezus moral tudi to povedati v priliki roke in noge. Ne bodo več, da bi lahko delali nekaj dobrega, da bi popravljale svatovsko oblačilo, ga našle, ga poskrbile, ampak je ta trenutek, ki ga tu živimo, tudi ta nedelja, tisti trenutek, ko zopet popravljamo in skrbimo za primerno oblačilo, duhovno obleko. Ne bo ta beseda Jezusa Kristusa samo v strah ali v težo, v stisko, predvsem pa v povabilo in v občutje, vsak izmed nas je povabljen. Pravi prilika, da so šli na vse poti, ni človeka, ki ne bi bil povabljen. In vsakemu je dana tista notranja drža ali občutje, kaj je dobro, lepo, kaj je plemenito, kaj je tisto, kar je vredno življenja. In se zato trudi. Mi, kristjani, pa imamo res lahko še eno veliko mero hvaležnosti. Posebno oblačilo so prejeli pri Svetem krstu. Posebno svatovsko oblačilo. Tudi tega niso vsi ljudje deležni, čeprav čutijo, kaj je prav. Ampak nismo pa še posebej izbrani. In je na nas še posebej odgovornost, da za to svatovsko oblačilo skrbimo. Na koncu pa ena taka misel, ko smo omenili zvezane roke pa noge. Mi poznamo kar nekaj naših sorodnikov, ki so že prestopili prag večnosti. Kako je v njihovem življenju, je prikrito naši vednosti. Edina stvar, kar pa je, mi lahko z molitvijo prosimo za njihova svatovska oblačila, da bi se očistili, da bi lahko vstopili v polnosti na svatbo, da ne bi bili v neki veži, če rečem s prispodobo. In če prosimo za naše rajne, za čistost njihovih svatovskih oblačil, potem imamo lahko tudi nekaj upanja, da bodo nekoč tudi tisti, ki bodo ostali za nami, za nas prosili. Težko rečem, da bomo res poskrbeli za to oblačilo v polnosti. Verjetno bo malo zmanjkalo, nekaj ne bo še urejeno in bo izredna dragocenost tistih, ki bodo za nas molili in prosili za čisto oblačilo nas, ki bomo že ob ali pri mizi v Božjem kraljestvu, če govorim s prispodobo. To misel dajem zato, ker se že počasi bližamo tudi v naslednji mesec, ko bo veliko večji spomin in tudi čutenje z našimi rajnimi. Ne bo to čutenje v čutenju hvaležnosti, ljubezni in prošnji za čista svatovska oblačila.